reči, da moje ukvarjanje z Ravnikarjem ni tako sistematično, kot ste ga predstavlja Tadej in Tina. Namreč, mi smo se začeli na fakulteti spopadati z Ravnikarjem okusom oziroma zapuščino, ki je fizično razležala na strehi v pripravah na 100-letnico njegovega rojstva, da bi pripravili na razstavo in pravzaprav smo tam videli, da gre za nek neskončen okus, da je to pravzaprav nekaj neobvladljivega za eno hitro raziskavo in smo videli našo nalogo predvsem v tem, da bi poskusil čim več tega gradiva, ki je na nek način združiti. Kot vemo, je bil v še danes deloma v različnih inštitucijah in posameznikih. To gre verjetno, tudi so razlogi zelo kompleksni in ne bi na tem mestu niti razlagal. Tako da bi rekel, da gre moje raziskovanje, ali pa kar sem jaz, pa razzaprav znesel od tega raziskovanja do zdaj, mislim, da ga še nisem zaključil, da gre bolj za eno impresijo, kot pa bi rekel, ali pa kot je bilo napovedano, poglobljeno raziskovanje. In bi seveda ta tema dialog generacij, kjer naj bi razlagali, kako na naše delo vplivajo te raziskave, je seveda malo nehvaležna tema. Jaz sem pripravljen poskus. Seveda, to je neka subjektivna stvar in prosim za nekaj vidlostno. Nekaj bi probal razložiti svoje dojemanje Ravnikarja skozi 3 pristope ali pa 3 vidike njegovega ustvarjanja v arhitekturi. Kot prvo je tisto, s čimer sem se ukvarjal že v diplomi, torej metodološki pristop k projektiranju. Kakšna je njegova metoda dela, ki seveda težko rečemo, da se je on sistematično ukvarjal s tem, kaj bo njegova metoda, namreč predvsem raziskava, kaj bi lahko bila njegova metoda. Zato, da bi se ga dalo nekako umestiti v časovni kontekst in na nek način v zelo kritično distanco obravnavati njegova dela v odnosu do seveda drugih del takratnega časa doma in v svetu. Potem druga tema je seveda odnos do teoretskih izhodišč, ker vemo, da je bil Ravnikar izrazito načiten in v vsakem primeru je zelo intenzivno spremljal aktualne teme v arhitekturi, v globalnem smislu in se tudi aktivno prilagajal pravzaprav z arhitekturnim jezikom, konkretno v jasno svoje arhitekturi. In pa seveda skozi oblikovni pristop bi poskušal še ta tretji vidik obravnave njegove arhitekture, ali pa se ga malo dotaknemo. Pri Ravnikarju je izredno zanimiv ta svet imaginacije, pravzaprav. Večina njegove arhitekture je v bistvu v tekstih, v skicah, v njegovem slikarstvu, v
V natečajnih projektih praktično je izredno malo realizirano, čeprav ga poznamo predvsem po realiziranih arhitekturah, ki so pa pravzaprav vedno samo ena od variant, tista varianta, ki se je morala zgoditi. Pa je izredno zanimiv spremljati ali pa raziskovati, kako se loteva nalog. Recimo, če so bile prejšnje popolnoma imaginarne, pravzaprav ne, se niso navezovali na nobeno konkretno nalogo, so to recimo že risbe, ki so spremljale natečajne projekte, kjer je bilo zanimivo spremljati merilo teh hiš, vedno v odnosu do pesca, do konteksta. To so neka dela, ki so pravzaprav sama po sebi neka samostojno likovno ustvarjanje, ki gre do zelo abstraktnih do zelo konkretnih predstavitev. Zelo zanimiv je njegov odnos do tradicije, do izhodišč v klasični arhitekturi in študij, ki so izredno podrobne. Zanimivo je, da je izredno veliko pisal, pravzaprav se zdi, da vse stvari. Vsak dan je stvarjal na različnih področjih, od slikanja do pisanja dnevnika, poučevanja in raziskovanja v konkretnih arhitekturnih nalogah. In tukaj vidimo recimo, kako študira polno prazno, to je izsek iz enega njegovega dnevnika iz 40 let, in kako plastično recimo on obravnava arhitekturo, kjer razlaga ali pa pravzaprav si zapisuje. Recimo, kako je en projekt od enega študenta, kako je projekt nekako gol in koščen, kot obran piščanec. Manjka mu to, kar tvori biološko lepoto. Recimo take izredno zanimive teme, ki se sprehajajo od anatomije do umetnosti, in pa recimo dnevnik, kjer izredno natančno opisuje njegov razkol s Plečnikom ob snovanju moderne galerije, kjer pravzaprav vse opaske, ki so se zgodile tekom teh mesecev, ko se je pogajal z Izidorjem Cankarjem in pa vzporedno s Plečnikom, pač popiše v vseh detajlih. Torej, kaj je Plečnik njemu rekel, kaj je od nekoga drugega slišal, kaj je Cankar rekel na konkretne stvari. In to vrstnega gradiva je izredno veliko. O tem bo še bistveno več lahko povedala Nataša. To so pravzaprav vzporedni svetovi, kjer je potem, ko se sprašuješ, na kakšen način vplivajo pravzaprav te stvari na tvoje dela. Delam neko
vprašanje, kje je tista meja, kdaj se podaš v neko epigonstvo in kdaj te pravzaprav lahko en tak opus prevzame, da mu posvetiš kar celo življenje. Ker je tako ustvarjalen človek, bi verjetno v današnjem času, to, kar si tudi Tina rekla, verjetno zelo drugač doživljal sedanjost, recimo. Jaz mislim, da je ta poglobljen odnos do raznolikih tem, tudi specifika enega časa, ki je to dopuščal, enega načina življenja, ki je to dopuščal, enega standarda teh ustvarjalcev, ki jim je omogočal to, da so pravzaprav imeli dovolj časa, da so lahko seveda ustvarjali arhitekturo, raziskovali, se intelektualno angažirali in seveda tudi kar normalno živeli s prostim časom. To je pač nekaj, kar se verjetno danes zelo težko predstavlja, zaradi tega tudi profil arhitekta po mojem danes drugačen, kot je nekoč, ali v tem času, ki je tak fenomen. Jaz bi zdaj preletel nekaj projektov in potem probal zelo hitro refleksijo na moje delo pokazati. Tole je, kot si poznate, skopski projekt, kjer se Ravnikar ukvarja s tem, kako kot ponavadi, kako usporejati eno novo nalogo z enimi zgodovinskimi izhodišči. V tem konkretnem primeru poznate ta beneški izvor, kjer se Ravnikar ukvarja že zelo zgodaj s tem, kaj so nekvalitetni urbani prostori za pešca in kaj so tisti prostori, ki so namenjeni avtomobilu in te stvari usporejajo z konkretno s kanalom Grande. Njegov pristop je izredno širok od tega, kako bo eno mesto ležalo v pokrajini, na kakšen način se bo upenjalo v širši prostor in odgovarjalo na neko historično jedro, do tega, kako se prilagaja neki lokalni žlini, kako ustvariti arhitekturo, ki bi imela izhodišča ne oblikovna, temveč kako bi vsebina pravzaprav oblikovala arhitekturo. Zelo zanimivo je spremljati ta njegov odnos do parterja, do merila mesta. Tole je naš projekt za NUK. Tukaj smo se ukvarjali s tem, kako prostor Vegove ulice na nek način nadaljevati in kako izraziti ta raster rimske imone in kako pravzaprav v prerezu ustvariti nek prostor, ki bi to podaljšano Vegovo ulico pripeljal v to javno zgradbo. Pri, recimo, projektu za džamijo nam je bilo zelo ključno vprašanje, kako obravnavati minaret v odnosu do garaže. Torej, kaj pomeni prihod v eno svetišče z avtom, ki je pravzaprav neka, glede na kapaciteto te garaže, pravzaprav najobičajnejši prihod.
kako to izkoristiti na način, da lahko pravzaprav prisotnost sakralnega napoveže v garaži in na ta način doživljansko ta minaret pravzaprav tudi povišaš. Pri ukvarjanju z prenovo gradu Bokalce smo se ukvarjali s tem, kako posegati v prostor, kjer razen topografije in osnovne kulise gradu ni ostalo pravzaprav nič. In smo izhajali iz podatkov, ki se nahajajo v katastru in na ta način oblikovali novo morfologijo objekta, ki je pravzaprav nakazan v negativu nekdanjih objektov, kjer se reprezentirajo nekdanje stavbe v zelenih volumnih. Ti odvzeti objekti predstavljajo svetlobne atrije za en širši program kleti in na takle način vzpostavljajo komunikacijo z stoječo arhitekturo. V teoretskih izhodiščih bi se dal zelo veliko govoriti. Jaz sem jih raziskal predvsem skozi razvoj Trga Republike in se tukaj to spet ena tema, ki je izredno bogata in bi veljalo zdaj spregovoriti kdaj drugič. Gre pa tudi mogoče še na tem mestu raje pregovoril o tem oblikovnem pristopu Ravnikarjevem k arhitekturi, ki je izredno zanimiv. Jasno, raziskovati se ga da skozi njegove opise posameznih objektov, skozi pričevanja arhitektov, ki so z njim sodelovali. In jasno skozi njegov način dela, kjer se da razmeroma hiter najti neke izvore v klasičnih delih, kako umiriti en prostor, kako ga posrediti. Meni to je najljubših Ravnikarjevih projektov. Mogoče zato, ker je on pravzaprav ena skica, nekaj, kar z izredno majhno fizično prisotnostjo ali pa pravzaprav z risbo naredi en neverjeten efekt v tem prostoru. Potem njegov odnos do fasadne ploskve se mi zdi skozi to, kar sem prebiral v njegovih opisih, se mi zdi izredno zanimiva ta iskanje tega impresije v fasadah ljubljanskega baroka, kako je obravnavana ena fasadna ploskva v odnosu do okna, do sence. Tukaj je seveda to v enem popolnoma sodobnem pristopu, v smislu tehnologije in podobe, na nek način zapisano to, kar mogoče vidimo v neposredni soseščini. Kako je v eno nekropolo zapisano mediteransko mesto, kako je en kamnit obelisk popolnoma tehnološko obravnavan, ki seveda ne bi mogel obstati, če
ne bi imel prednapetih kablov v svojem jedru. Kako je ena izredno močen metaforičen naboj skrit v enem takem preprostem grobišču. In to so nekaj dela, ki se mi zdi, da mogoče so, kakor sem pač sam probal raziskovati od svoj odnos do tega, s čimer se ukvarjam. In seveda do izvora Ravnikarjevega razmišljanja o prostoru bi želel izpostaviti mogoče ta pristop, ki je bil prej pokazan pri Prešernovem trgu, tukaj pri Ključavničarski ulici, z eno potezo, ki je pravzaprav popolnoma geometrijska, lahko izpostavimo eno fizionomijo ene ulice, ki bi jo mogoče ne doživljala na ta način, kot jo doživljamo s tem posegom, da ona dejansko ima to krivuljo, čeprav je za heterogenosti dobov ne slutimo prvi hit. Kako se dotaknem bistva Plečnikovega rešitve na tem mestu, ki je pravzaprav trg na vodi in vse drugo se riše v eni najsodobnejših tehnološki govorici. Kako en družinski grob pozicionirati v enem ruralnem prostoru in kako ga obravnavati v metaforičnem in tehnološkem smislu. Sem se ukvarjal pri rešitvi tega žarnega groba, kjer, tukaj prerezu lahko vidimo, se zgodi ena kolektivna žara, ki je narejena v Brownu z eno tehnologijo 3D printa in potem vlivanja v ta print, v negativ, torej v livarski kalup, ki je sprintan iz livarskega peska in nosi sabo eno govorico, ki ima izvore v nekih prispodobah, ki so zapisani v tematiki nekropole skozi celo zgodovino. To je v principu vse, kar bi želel predstaviti. Moram reči, da je to pravzaprav en poskus, kjer sem se prvič nekak pri majni provokaciji začel ukvarjati s tem, kaj pravzaprav je